Lepo pozdravljeni. Upamo, da ste se v soboto imeli lepo v Kopru na Mednarodnem dnevu gluhih. Poglejmo, kaj se je dogajalo v preteklem tednu v Sloveniji in po svetu. V soboto 13. septembra so se gluhi in naglušni udeležili Mednarodnega dneva gluhih v Kopru. Program se je začel s slavnostno akademijo v gledališču Koper z bogatim kulturnim programom in povabljenimi govorci. Sledil je tudi ogled zgodovinskih znamenitosti v Kopru, popoldne pa so se družili v dvorani Osnovne šole Koper. Več o tem bo kmalu objavljeno na spletni televiziji. Včeraj je vlada na seji sprejela sklep, s katerim predlaga obvezno izplačilo božičnice za vse zaposlene v višini polovice minimalne plače. Če bodo dosegli zadostno soglasje s socialnimi partnerji, bo izplačilo božičnice obvezno že letos. Božičnica bo oproščena davkov in prispevkov. V torek je močno neurje v Novem mestu povzročilo obsežno škodo na gospodarskih in stanovanjskih objektih ter šolah. Padlo je tudi veliko dreves. Največja škoda je nastala na Drska. Škodo na šoli si je ogledal tudi premier Golob skupaj z ministrom za vzgojo in izobraževanje Vinkom Logajem ter tamkajšnjim županom Gregorjem Macedonijem. Zdaj bodo ocenili škodo in pripravili načrt sanacije. Včeraj je državni zbor sprejel pokojninsko reformo in novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Z novelo se od leta 2028 zahteva postopno zviševanje upokojitvene starosti za 3 mesece letno. Od leta 2035 bo tako za 40 let pokojninske dobe upokojitvena starost 62 let, za najmanj 15 let zavarovalne dobe pa 67 let. Uvaja pa se pravica do zimskega dodatka. Spreminja se tudi način usklajevanja pokojnin, ki se bo do leta 2045 postopoma vezal predvsem na inflacijo. Jernej Vrtovec je postal novi predsednik NSI. To je 4. predsednik stranke v 25 letih njenega obstoja. Vodenje prevzema od Mateja Tonina, ki je stranko vodil 7 let. Večina slovenskih kontrolorjev zračnega prometa je napovedala stavko za 6. in 7. oktober zaradi ukinitve rekreacijskega dopusta. Po ocenah bo to privedlo do kolapsa polovice mednarodnega prometa čez Slovenijo. Vodstvo si prizadeva za dialog s sindikatom, da stavko prepreči. V soboto 27. septembra bodo ob 12. uri v Sloveniji testirali sistem SI-alarm za množično obveščanje in alarmiranje po mobilnih omrežjih. Ta sistem so dolgo čakali tudi gluhi in naglušni. Testno sporočilo se bo samodejno prikazalo na zaslonu telefona, spremljalo ga bo glasno zvočno opozorilo in vibriranje, tudi če je telefon na način tiho. Na prejeto sporočilo ni treba odgovarjati ali iskati dodatnih informacij. Sistem bo v prihodnosti omogočal obveščanje ljudi na določenih območjih ob nesrečah ali nevarnostih. V sredo so ravnatelji italijanskih šol obvestili učence in učenke o novih pravilih oblačenja,
Prepovedana so prekratka krila, majice s preglobokim izrezom in jopice s kapuco. V torek je Albanija naredila nov korak naprej k članstvu v Evropsko unijo. Na medvladni konferenci v Bruslju je odprla poglavja o prehodu k bolj zeleni in okolju prijazni družbi ter o trajnostni povezljivosti. Prejšnji teden smo poročali o strelskem napadu na Charlieja Kirka, ki je bil ubit prejšnjo sredo. Storilca pa takrat še niso ujeli. V torek so sporočili, da je 22-letni Tyler Robinson prevzel odgovornost in priznal, da je Kirka ustrelil. Okrožni tožilec Jeffrey Gray iz ameriške zvezne države Utah je naznanil, da bo zahteval smrtno kazen. Neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov je v poročilu o dogajanju v Gazi ugotovila, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid. Izrael je poročilo že označil za izkrivljeno in lažno. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu na Filipinih. Nemčijo je premagala s 3-1. To je njihova druga zmaga v skupini E, s katero so napredovali v osmino finala, kjer se bodo pomerili z ZDA. Slovenska atletinja Tina Šutej je na svetovnem prvenstvu v Tokiu v finalu skoka s palico osvojila bronasto medaljo s skokom 4,8 metra. V nedeljo so v Lipici ob dnevu kobilarne pripravili številne dogodke, med drugim predstavo Lipiške jahalne šole in prikaz podkovanja konj. Letos obeležujejo 445. obletnico kobilarne. Naslednji teden ste v petek 26. septembra 2025 ob 11. uri vabljeni v Cekinov grad, Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, na brezplačno vodstvo po stalni razstavi Slovenci v 20. stoletju. Vodenje bo v slovenskem znakovnem jeziku. Jutri bo večinoma jasno, le z nekaj jutranje megle. Popoldne se bo pokazalo nekaj prosojnih oblakov. Jutranje temperature bodo od 8 do 13 stopinj Celzija, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 30 stopinj Celzija. V nedeljo bo sončno in zelo toplo, po nižinah bo zjutraj megla. Tokratna kretnja tedna je kretnja za besedo mir, ki jo kretamo takole. V nedeljo 21. septembra je bil Mednarodni dan miru. Tema letošnjega dne je: Ukrepaj zdaj za miren svet. Mir lahko krepimo z vsakdanjimi dejanji, govorimo proti nasilju, sovraštvu in krivicam, spoštujmo druge in sprejmimo raznolikost, pomagajmo kot prostovoljci v svoji skupnosti ter prisluhnimo tudi tistim, ki razmišljajo drugače. Zdaj smo pri koncu oddaje. Konec tedna preživite lepo in se spet vidimo v naslednji oddaji Splet dogodkov tedna. Do takrat pa naj vas spremlja mir.